oziroma tudi na, ne vem, estetiki. Kaj je v bistvu, da ti delaš, ne vem, da upoštevaš vse sestavine ali je mogoče to, da pač delaš z ljubeznijo, da pač nekem odnosu, da ene stvari, ali da poznaš recimo, da imaš informacij dosti, kaj je v bistvu, kaj je? Kot prvo moraš biti založen z informacijami, kako kakšna stvar se obnaša v kombinaciji na določeni temperaturi, recimo neke zvezdice na kremi, če so na masleni kremi se ne stopijo, če so na vodni bazi kreme se recimo te zvezdice primer se stopijo in tako naprej. Poznati moraš sestavine, to je prva stvar, potem pa določene sestavine, kar jih imaš, s temi sestavinami lahko razpolagaš in probaš narediti optimalno. Zdaj pa več je manj, manj je več, tudi tako. Zdaj, jaz recimo bi osebno predlagal, da se da čim manj, pa da tisto, kar je gor, je učinkovito, pa da lepo postavljati, vse samo to. Torej je tudi nek poseben užitek, če je stvar lepa, jo ljudje rajši. Seveda, ker ljudje kupujejo za čmi. Predvsem jaz bi rad razsekal ta nek monotonizem v Sloveniji, ker ljudje so kupovali, oziroma še vedno kupujejo za čmi v smislu, joj, koliko je velika torta, a ne? Fajn, ne, super, samo s to velikostjo niti nič ne pokažeš. Mislim, ta velikost ne pove meni nič in bi rad ljudem dopovedal, da dejansko velikost nekega kosa torte ni vse. Važen je okus pa estetika. Ker ljudje kupujemo za čmi, točno zaradi tega so ljudje do zdaj kupovali velike tort. Zakaj ne bi manjših, pa se to ni nek trik marketinški, kakorkoli se sliši, ampak je dejansko tako, jaz noter nadajam volumna v mojih, mislim v naših tortah, kremah, sladicah, so stvari, ki imajo manjši volumna, se pravi, da imajo manj noter zraka, so manj napihljene in tako naprej, da na koncu, če potegneš črto, je surovin isto noter, isto se ne jedo, samo ne izgleda tako veliko, izgleda drugače, se pravi, zdaj kupujemo ta nek preskok, da ne kupujemo več z očmi, še vedno bomo kupovali z očmi, ampak da ne kupujemo z očmi več vizualno, koliko je tega veliko, ampak koliko je to lepo. Se pravi, da ta nek miselni preskok naredimo in če bomo to naredili, če bom to dosegel v slovenskem tržišču, potem sem zelo veliko dosegel in bom prosil. Kaj pa recimo vaš najlepši kos, oziroma kaj najrajš doma recimo pripravljate, vse čas? To je pa zelo težko govoriti. To je odvisno od letnega časa, to je odvisno od človeka. Recimo zdaj, ali za Valentinovo recimo? Ja, to pa še čisto ne vem. To je tako, ponavadi je inspiracija, recimo tudi naša delavnica je bila inspirirana danes po noči. Jaz sem zjutraj se zbudil, sem točno vedel, kaj bom delal z vami na današnji demonstraciji. Ker to je tako, to pride inspiracija ali čez noč ali kadarkoli, to je težko reči za naprej, za Valentinovo bom pa delal to pa to. Tudi zaradi tega je mogoče malo nesmisel, ampak smiselno je iz vidika marketinškega, recimo, da se pove, v Loliti bomo imeli pa za Valentinovo to pa to. Ja, vse bomo imeli, samo jaz težko povem za 2 meseca naprej, kaj bo takrat meni res tip, da bo the best, da bo primerno letemu času. Težko je povedati.